Zdravljeni, z vami sem Minka in sem rekla, moram posneti video. Zdaj sem seveda še polna odtisov od tega našega duhovnega potovanja se pravi, šli smo v Umbrijo, potem v Toskano in tam, kjer smo začeli smo v Loretu, kjer legende pravijo, da je rojstna hiša Marije, Matere Božje, je posebna energija. Kakorkoli, nekateri pravijo, da je zgrajena tam, da so jo prenesli iz Palestine ljudje, drugi da angeli, kakorkoli, splača se iti v te zanimive kraje. No, potem smo šli v Frančišku, v Asizi. No, naslednji dan smo šli v Orveto, tam ni dobra energija, tam so nekaj časa živeli, so papeži zapustili Vatikan in ni dobra energija, načeloma res ni dobra energija. Ne bi šla še enkrat, ampak potem smo pa šli v Seno, tam je pa ful dobra energija, pa ta Katarina Senska, super, super energija. In San Gimignano, ki ti pa poboža srce, tako da s tem smo pa zaključili včeraj. Mečkamo še šarmanten glas, glede na to, da sem veliko govorila, ampak skupina neverjetna. Tako da tisti, ki ste bili z mano, se vam želim zahvaliti za to čudovito druženje, ker je bilo res lepo. Uživala sem, pa ste videli, vsi smo uživali. Veste, kaj je bilo zanimivo od vsega? Pač te italijanske hotelske večerje v 3 zvezdicah so približno na isti način. In ni bilo, hrana zvečer ni bila dobra. Jaz smo se pol že tako pogovarjala, ne? Če imaš slabo hrano, pa dobro družbo, gre skozi. Če imaš pa dobro hrano, pa slabo družbo, še tista hrana zgubi svoj okus, svoj čar. Tako da, ja, dobro je bilo, res je bilo dobro. Dobra energija, homogena skupina, tako fajn. Veliko pač nasmejali smo se, meditacije smo delali, tokrat na avtobusu. In veste, koliko je bilo dobro. Po večini smo delali, po knjigi, ko imajo čakre žur. Razlagala sem seveda tiste zgodbe, ki jih javno ne govorim, kar pač niso za javnost, ampak za zaprte skupine pa so. Pač tam lahko več poveš. No, tako da v vsakem primeru, tako, ker zdaj potegnem črto po teh parih dneh Toskane, včeraj zvečer, ko sem prišla domov, sem vzela karte prehodu Novo dobo, prav tako želela sem se zahvaliti za vse dobro in prva karta je prišla karma. In dejansko je bilo to skupinsko čiščenje karme, kar toliko cerkva, ki smo jih videli, pa toliko cerkvene bogatije, to na enem mestu, pač seveda, če gledaš, to so kulturni spomeniki, ampak kakšno bogastvo, kakšno bogastvo. Ja, in mnoge predelujejo cerkveno zgodovino, razne nune iz preteklih življenj, duhovniki in tako naprej. In seveda potem greš na določene kraje, kjer se duša spolni, z namenom, da dobiš energijo nazaj. Tako da, dobro je bilo, res dobro. Ne vem, tako, zdaj, če bi izpostavila en dogodek, recimo, če izpostavim, veste, vedno pride na takem potovanju neka zadeva, ki se pokaže, da je treba majčkeno novinka narediti, da mogoče majčkeno prestavimo, malo okrog obrnemo. In šli smo na, se pravi, Cascada de Marmora, se pravi, marmornati slapovi, in je bila taka gužva, da enostavno ni šlo, ni šlo. In smo tam enostavno se odločili, da gremo drugam, in potem naslednje jutro so pa eni od naših odkrili ene zdravilne vrelce, pač so odkriti že več kot 1000 let, ampak vseeno. In smo šli v tisti park in nabavili zdravilno vodo, pač ful je bilo dobro. Ful je bilo dobro, pač enostavno skupina, ki je dihala kot eno. Tako da ja, seveda, jaz sem res veliko govorila, tako da moj glas je še vedno šarmanten, kar pa je, veste, na takih potovanjih, če se napolniš z energijo, je to ta pravo potovanje. Če te pa izprazni,
energija, da prideš domov pa tako, da pa rabim še 5 dni, da se pridem, nekaj je narobe. Zdaj mogoče me kakšno vprašanje, ja Minka, kdaj bomo pa šli spet v Bosno? Ne kliče me več Bosna, niti Medžugorje. Piramide v Bosni še manj, ampak naslednje, kar bomo šli, nimam še datuma, nimam pojma, a bo to jeseni, konec sezone, a bo drugo leto za prvomajske praznike, ampak naslednje potovanje gremo v Dalmacijo. Sigurno gremo v Primošten, ker je Črna Marija, ker je, legende pravijo, da ta prvič, ko se je ta hiša Marije, Matere Božje, se je pojavila na Hrvaškem. In potem se iz Hrvaške so jo angeli prenesli na italijansko stran in je bila premeščena 5-krat. In zdaj, če si predstavljate, da nekaj 5-krat podreš in 5-krat sestaviš, je to skoraj nemogoče, da to še vedno, da je to prvotna Malta iz Palestine. Pač neke primesi bi sigurno bile. No, kakorkoli. Gremo v Primošten, to je sigurno, in gremo sigurno v Južno Dalmacijo. Zdaj, kdaj? Bom še sestavila skupaj in to bo eno tako tudi duhovno potovanje z delavnicami, z meditacijami, čiščenje podzavesti, predvsem pa, da dobro se bomo imeli. Ko bom sestavila skupaj ideje, bom sigurno povedala, kdaj gremo, ja, lokacijo imam pa že. Saj veste, jaz tisto delam, kar delam z navdihom. In ko me nekaj pokliče, to delam toliko časa, da se izpoje. In ko se izpoje, pol tega ne delam več. In res delam stvari, ki me pokličejo. No, lejte, tukaj zadaj je nadangel Mihael, tega sem prinesla iz Medžugorja. Zdaj v Asiziju sem kupila Frančiška Asiškega, potem imam tam nekaj svoj oltarček, imam Marije iz Medžugorja, pa imam, se pravi, Marija iz Medžugorja, pa imam Višarje Marijo iz Lurda, tako da vedno kupam nek tak spominek, in zdaj v glavnem sem se odločila, da bom toliko velike kipe kupila z 3 svetnikov, da jih bom imela od spodaj, ker imam kamnito klet. No, tako. Sčasoma bom tam snemala videe ali pa kakšen intervju, tako zanimiva klet je. No, to je to. Razen tega, da je bila ful dobra družba, izredno lepo vreme, izredno lepa pokrajina, pač vse super. Ne morem druga reči, tako da potegnem črto pod tem potovanjem, vse super. Od tega, da smo šoferja fajnega imeli, do tega, da sem enega sokrajana srečala, kje že, glavno mesto Umbrije, kako se že reče, no, zdaj mi je ušlo to glavno mesto Umbrije, dejansko v tistem hotelu smo se dobesedno skoraj sosed, mi rečemo, narajmali. No, takole, gremo na nekaj pozitivnih sporočil, kart prehodu na vodovo, za tebe, svetla dušica, ki tole poslušaš, kaj je ta trenutek prav, da zavestiš, da veš, kaj ti sporoča stvarstvo. Nova energija, pred teboj je novo obdobje, nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike, ker pred teboj je novo obdobje. Se pravi, nekaj pušča za sabo in to prihaja kot en velik ciklon, nove energije, enostavno prihaja v tvoje življenje novo jutro. Stvarstvo ti čestita za pogum, si na pravi poti, vse poti naprej so gladke. Nekaj pušča za sabo, enostavno nekaj se je, iz kokona greš. Čas je, da se lepota tvoje duše izrazi na tvojem obrazu in telesu, ker ti si lepota in milina. In tukaj je metulj. In zdaj, če gledamo ta transformacija gosenice v metulja, ja, metulj je nekaj časa gosenica je nekaj časa v kokonu. In ko imaš občutek, da si v tem kokonu tako zavit, brez nekje kot v nekem vakuumu, nekaj se dogaja, neka transformacija. Se pravi,
tvojem življenju se je naredila neka transformacija, greš naprej in očitno je čas, da poletiš. Stvarstvo te podpira, energije te podpirajo, zvok in angelske sfere, angeli te podpirajo, angeli so tu, te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Bodi usklajena s simfonijo srca in narave. In čas je za žensko energijo. To pa jaz zdaj prav čutam. A veste, koliko sem govorila na avtobusu prav o tej ženski energiji? Ker mi ženske smo dejansko preveč v moški energiji. Mi ženske nosimo hlače, ker so bolj praktične. Mi ženske se ne napravimo v ženska oblačila, zato ker je bolj priročno biti v moški energiji. In ena stvar, da se mi naučimo, zdaj sem se spomnila na 2 dami, ki sta kupili na potovanju šale, se pravi šal ta za ugaranta, ne? In sta rekla, najprej se morava navaditi to nositi. Ja, niti nisem pomislila na to. Seveda, če nisi navajen nekaj nositi, ugarnega, imeti za okras. To je pač neka ženska energija, ker mi ženske se moramo navaditi biti v ženski energiji. Ker dokler smo mi ženske v moški energiji, glejte, kako mislite, da vaš moški je lahko v moški energiji? 2 moška skupaj se bosta vedno borila za premoč. In zdaj, če gledamo, ženska, ki je v ženski energiji, dovoli moškemu, da vodi. Ampak to ne pomeni, da slepo sledi. Ima svojo pamet, odloča. Veste, gre se za ples. Ker če gledaš ples, ti lahko sam plešeš in je ful dober. Pač plešeš, se gibaš. Ampak, ko par pleše v paru, je enkrat tako teče, kot neka osmica. In to je ples. Se pravi, partner se nasloni na partnerco, partnerka se nasloni na partnerja in v bistvu plešeta ples. In to je tisto. Tukaj se ne gre za to, da en je to in ta drug se opira, ampak gre se za prepletanje ženske in moške energije v partnerskem odnosu. In zdaj za vse tiste dame, ki ste samske. Ja, prav ste slišali. Pač mi nismo samske, ampak smo sanske. No, v glavnem, za vse tiste dame, ki ste sanske, pač pejte v žensko energijo. Ker dokler ste vi dame v moški energiji in ko ne izražate miline, ko imate 13,000 zobe, pokazati, da imam mišice, da zmorem, po možnosti se še ukvarjati s kakšnim športom, ki je moški, tipično moški šport. Glejte, takrat mi ženske ne tvorimo ženskih hormonov. Mi ženske, če želimo biti v ženski energiji, je potrebno, da podpremo z obleko, s hrano, seveda tudi ženske hormone. Zdaj pa kaj jesti, da spodbudimo ženske hormone? Vam povem, sigurno ne kruh, sigurno ne slaščice, čokolado, žemeljce, sigurno nič od tega. Enako kot je pomembno za moške, da spodbudijo moške hormone, mi ženske potrebujemo sploh v večernem času beljakovine in zelenjavo. In to pomeni, lahko je jajce in zelenjava, lahko so olive z mandlji, lahko jeste, pršut, pa okrog uvijete, pač pršut uvijete okrog sira, pa zraven jeste komarce. Pač to je za hormone delati. To je hrana, ki spodbuja hormone, tako ženske kot moške. No, zdaj pa poglejmo naprej. Ošutove karte, da vidimo. No, tukaj, kaj sta stvarstvo sporočaš, tele dušici, kaj je prav, da ozavesti, da ve, kaj je ta trenutek za njo pomembno. In prišla je ven nosečnica. In je prišla za nosečnica, ki, glejte, se pravi, je ženska, ki je tik pred tem, da bo rodila, ampak mora počakati na pravi čas. Ko bo otrok zrel, se bo rodil. Ko se bo otrok odločil, se bo rodil. Se pravi, ne moreš izsiliti tega poroda, si že tam, skoraj tam. In druga karta je pa prišla kompromis. Če boš v svojem življenju sklepala kompromise, boš postala zastrupljena od znotraj.
Mislim, če pogledamo tole sliko, postaneš debela, zelena, zastrupljena, brez energije in zvezana z neko energijo. Enostavno ne moreš narediti koraka naprej. Kompromis sigurno ni prava rešitev zate. V tem trenutku sigurno ne. Zdaj pa naprej. Mogoče se čutiš, kot da si izobčenec. Mogoče občutiš, kot da te stvarstvo ne podpira. Mogoče občutiš, kot da si, da je strah, da te nekdo izobči. Ampak tukaj je že ključavnica odprta. Samo odpreti je treba vrata, zadaj je sonce, zadaj je nov dan, enostavno te čaka boljše življenje, ker povezana si z virom, stvarstvo te podpira, sončno energijo nosiš v srcu, si in ne dovoli nikomur, da ubije, ugasne ta tvoj notranji žar. Tam, ko ti ljudje govorijo, da si zmešana, ker vse to bereš, ker vse to poslušaš, da si se spremenila. Glejte, taki ljudje te ne podpirajo pri tvoji rasti. Oni so gosenice, ki te hočejo nazaj. Tam, kjer si bila, z njimi si zobala, ja, lahko rečem tako, kaj mislim. Z njimi si delala škodo, pa srala tam, kjer ne bi smela. Dajte, pač to je šlo skozi mene. Ampak zdaj je čas, da postaneš metulj. In zdaj, očitno si že v nekem procesu nadgradnje, tega ne rabiš več, nobenih kompromisov več, greš naprej in vse lahko ustvariš. To je kvantno polje, s svojo mislijo lahko ustvariš vse, kar si želiš. Stvarstvo te podpira. Jaz verjamem, da je konec tega temnega obdobja srednjega veka, ko je bilo treba žensko potlačiti, jo dati v okove. Glejte, v San Gimignano, kjer smo bili, je muzej mučilnih naprav srednjega veka. Nismo šli noter, ampak v glavnem da se na internetu prebrati. In veste, pogosto so bile ženske tiste, ki so bile kaznovane. V srednjem veku so milijone žensk, ta sveta inkvizicija je ubila milijone žensk. In naprej, moj star, govoril sem, to je v bistvu samo še tako pika na konc. Tukaj ni kaj za dodati, ker je čas, da, poglejte to, je čas, da začneš proslavljati. In spet, poglej, smo spet pri ženski energiji, da si nadaneš obleko, da začneš proslavljati svoje telo, začneš uživati v svojem telesu in ne nazadnje, glejte, ta mesec začnem z novim tečajem, 5-tedenski tečaj. Na tem potovanju sem veliko govorila o tem, pač o spolnosti, da sprejmeš svojo seksualnost. In zadnjič sem z eno mlado mamico govorila in sem rekla, pač prišla sva na ene teme, kar se tiče spolnosti, in sem rekla, kako je pri tebi, pač poznam ene okoliščine, je rekla, načeloma je tako, stisnem zobe pa počakam, da mine. Ženske, ne gre se za to, da stisneš zobe pa počakaš, da mine. Gre se za to, da sprejmeš vsak centimeter, vsak milimeter svojega telesa in da začneš proslavljati energijo življenja v svojem telesu. Čas je za žensko energijo. No, tako da proslavljanje, nova energija, tako super, super. Jaz sem toliko vesela tega, prav čutim, da je to nove obdobje že tukaj, ker čutim, da so se razbremenile energije, da vedno več ljudi dela na sebi, vedno več ljudi sije, prav čutim to, da je res tukaj že nova energija. Prihaja ena nova ljubezen, ker ti, ki tole posluša, si kraljica obilja in čas je, da se kolo sreče obrne tebi v prid. In spet, poglejte, prejšnja karta je bila tale, proslavljanje 3 ženske in zdaj je prišla 3 ženske, ki plešejo na 3 čašami ljubezni. Gre se za ljubezen, ki jo občutiš v sebi. Tukaj ni nujno, da je to partnerska ljubezen, ker dokler ti ne boš ljubila sebe, svojega telesa, toliko časa
ti ne moreš biti pristna v partnerskem odnosu. Ne moreš biti. Zato, ker pogojuješ ljubezen skozi nesprejemanje sebe. In ko ti sprejmeš sebe, takrat enostavno začne iti vse v pravo smer. Tako da ja, draga svetla dušica, uživaj, vse dobro ti želim. In zdaj, ko se mi moj glas spet vrne na mojo frekvenco, pač to je zdaj šarmantni glas potovanja, posnamem spet nov video. V glavnem, vesela sem, da vas je vedno več takih svetlih, prebojenih dušic, ki delate na sebi, ki iskreno želite narediti premike naprej. In mogoče samo eno povabilo. Glejte, za vse tiste, ki imate partnerje, dajte jih povabiti, da vzamejo v roke knjigo, ko imajo moški hormoni žur. Ker dokler moški ne bo pozdravil svoje ranjene duše, dokler moški ne bo pozdravil bolečin odraščanja, obranjenih starših, pač mi ženske se že malo prebujamo. In mnogi moški se tudi že prebujajo in dajte svoje moške spodbuditi, da naredijo nek premik naprej in boste videli, jaz verjamem v to, da prihaja nova doba prebujenih ljudi. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in tako čutim, naj vas v vašem življenju spremlja Božji blagoslov. Blagoslov vsega dobrega, naj se zgodi to, kar je za vas, za vašo dušo, namenjeno po božanskem načrtu in nehajte se upirati spremembam, ker je očitno sprememba del vašega dušnega načrta. Jaz vam zdaj samo prevajam, kar gre skozi mene. Ti, ki tole zdaj še na koncu poslušaš, nehaj se oklepati nečesa, kar si zdavnaj že prerasla. En lonček, ki ne pašeš več noter, eno okolje, ki ne pašeš več noter. Pač narediti boš morala korak oziroma dati stvarstvu zeleno luč, da ti lahko pomaga. In zelena luč je povezana s tvojo odločitvijo. Zato pojdi počistiti svoj strah, strah pred premiki, strah pred oklepanjem oziroma potreba po varnosti, strah pred izgubo varnosti in boš videla, kakšen čudež novega se bo zgodil v tvojem življenju. Ker stvarstvo ima pripravljeno darilo za tebe. Juhej, to je šlo skozi mene, tako da vse dobro ti želim, uživaj in dovoli, da ti stvarstvo podari to darilo, ki jo ima pripravljenega za tebe. Uživaj.